Večino časa pri razpravi bomo verjetno posvetili temi, namenili temi višine proračuna in verjetno bomo našli 1001 razlog za to, da bi ta višina proračuna bila takšna, da bi ustrezala izvedbi vseh nalog, ki smo jih na politični, evropski ravni doslej tudi obljubili. No, druga stvar, o kateri bomo zagotovo v tej razpravi tudi govorili, pa bodo seveda prioritete v proračunu, kot jih vidi Evropski parlament. Mislim, da smo ta teden zelo jasno poslali svetu sporočilo, da mislimo zelo, zelo resno, kajti Evropski parlament je zavrnil proračun za leto 2013. Ta proračun je izredno pomemben tudi za nadaljna leta, kajti če ne najdemo dogovora o večletnem finančnem proračunu po letu 2014, se upošteva tisto, kar bo zapisano in sklenjeno v proračunu za leto 2013. Tisto, kar najbolj očitamo glede proračuna je, da ni dovolj visok, da bi poravnali vse tisto, kar bi morali, kar smo obljubili na ravni Unije. Tako je recimo zmanjkalo denarja za program Erasmus, za 7. okvirni program, za strukturne sklade, za kohezijske sklade. Računi so že izstavljeni in niso plačani in tu se ne upošteva dogovor, medinstitucionalni dogovor, ki je bil sprejet med vsemi tremi evropskimi inštitucijami. Vztrajamo pri tem, da morajo biti računi za leto 2012 plačani, šele potem bomo pripravljeni se pogovarjati o proračunu za leto 2013. Druga, tudi vroča tema bo glasovanje o novem komisarju, dr. Toniju Borgu ali Borđu, različno izgovarjajo to. Kandidat za komisarja je imel zaslišanje v odboru pristojnem za javno zdravje. Jaz sem bila sama na tej predstavitvi in po mojem mnenju je predstavitev odlično opravil, bil je kompetenten, prepričljiv, tudi sproščen zaradi znanja, ki ga imam. So pa nažalost nekateri posamezniki, pa tudi politične skupine že vnaprej napovedale njegovo zavrnitev. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo, kajti nihče mu pravzaprav ne očita kompetentnosti, pač pa določene vrednote, ki pa moramo reči, da so krščanske vrednote. In mislim, da očitek, da če je nekdo pač kristjan, katoličan, ne more biti argument za to, da se ga ne imenuje kot komisarja. No, nekaj je bilo tudi očitkov glede določene ureditve na Cipru. O tem bi se sicer lahko pogovarjali na evropski ravni, vendar so vsi očitki takšne narave, ki je sama po sebi tako težka, da je definirana, da jo mora urediti vsaka država članica sama po načelu subsidiarnosti. Tako da tudi to seveda ne sme biti očitek pri imenovanju določenega komisarja. Manja Toplak je že prej omenila razne druge teme, ki bomo obravnavali, tako recimo imamo neke manjše traktorje, pa motorna kolesa in tako naprej. Tu gre bolj za tehnično zakonodajo, po eni strani za poenostavitev, po drugi strani za dopolnitev določenih okoljskih in varnostnih aspektov. Govorili bomo tudi o izkoriščanju plina iz škriljevcev. Dve poročili sta z tega področja. Glavno sporočilo je, da na evropski ravni ne bo prišlo do prepovedi izkoriščanja tega plina in da se o tem odloči vsaka država članica. Pri tem pa mora spoštovati že sprejeto zakonodajo, kot je na primer zakonodaja REACH. No, tisto področje, ki bo pa mene še posebej zanimalo, je pa področje podnebnih sprememb, kajti naslednji teden bomo sprejemali resolucijo, ki bo služila kot okvir za naše nastope na podnebni konferenci v začetku decembra v Katarju v Dohi. Parlament bo spet poslal tja 15-člansko delegacijo in sama članica. Zdaj seveda se marsikdo lahko upravičeno sprašuje, zakaj sploh gremo poslanci tja, kajti Evropsko unijo zastopata Evropska komisija in predsedujoča država.
No, povedati moram, da se vedno na teh konferencah pod okriljem Združenih narodov zbere ogromno različnih interesnih skupin in tudi poslancev. Tako da jaz vidim našo glavno nalogo in misijo to, da poskušamo imeti čim več sestankov in srečanj z našimi kolegi, se pravi poslanci iz drugih držav in tako nekako lobirati za bolj enakovredne standarde tudi na področju okolja in podnebnih sprememb. Marsikdo bi lahko tudi očital, zakaj sploh še ta konferenca, saj itak ničesar ne dosežemo, glede na to, kakšna so poročila. Vendar vas moram presenetiti, jaz sem sama bila presenečena, ko sem gledala prerez od Balija, kaj se je zgodilo v teh 5 letih, kar nekaj dogovorov je bilo sprejetih. Res pa je, da tisti odločilen, da bi se vsaka država pravno zavezala, koliko izpustov bo, kako bo omejila izpuste, koliko, ta pa še ni bil dosežen. Ampak tisto v ozadju, kar mora biti izpolnjeno, je pa že precej dogovorjeno. Tako recimo je zagotovo velik dosežek, da imamo tudi v dokumentu Združenih narodov zavezo, ki jo je podpisalo več kot 190 držav, da moramo temperaturo in pregrevanje zemlje omejiti na največ 2 stopinji Celzija in da to pomeni za razvite države, da morajo znižati svoje izpuste med 25 in 40% do leta 2020 glede na leto 1990, medtem ko morajo države v razvoju zmanjšati svoje izpuste za 15 do 30% glede na nek normalen scenarij onesnaževanja pri njih, torej ne glede na leto 1990. Potem je bil dosežen dogovor o nadzoru, poročanju in preverjanju izpustov na mednarodni ravni. To je bilo precej truda potrebnega, kajti mnoge države se s tem niso strinjale. Bil je dosežen dogovor o zelenem podnebnem skladu, kamor vlagajo sredstva razvite države za pomoč pri trajnostnem razvoju in v tem skladu je že denar. Potem je bil dosežen dogovor o preprečevanju deforestacije, pogozdovanju, upravljanju z gozdom na mednarodni ravni, dogovor o razvoju novih tržnih mehanizmov, ustanovitev odbora za adaptacijo. Poleg tega je bil tudi dosežen dogovor o mehanizmu za prenos tehnologij. Določeni od teh področji so zelo dogovorjena že v detajle, druga pa še ne. So pa samo na načelni politični ravni. Tako letos pričakujemo, da bomo na vseh teh področjih pač šli z dogovori naprej, hkrati pa bosta 2 glavni področji pogajanj. Prva bo ta, kako države spodbuditi, da bodo resnično sprejele zaveze, ki nam bodo omogočili, da se zemlja ne bo pregrela na 2 stopinji Celzija, kajti do zdaj so te države, ki so poslale svoje zaveze, in to jih je že zelo veliko, dosti čez 100, nekako bodo preprečile segrevanje tam nekje do 4 stopinj Celzija po izračunih znanstvenikov, to pa je bistveno preveč. No, drugo področje pogajanj, ki bo zelo vroče, pa je seveda nadaljevanje Kjotskega dogovora, kajti prvo obdobje se letos, konec leta izteče in da ne bo neke praznine, bi bilo dobro, da bi ga v naslednjem letu nadaljevali. Že vemo, da bo bistvena razlika med prvim in drugim obdobjem, kajti Kyoto 1 je bil pač pravno zavezujoč dokument, ki so ga države ratificirale, Kyoto 2 ne bo, zagotovo ne, ker ni časa in kvečemo bo to nek politično zavezujoč dokument. V Kyoto 1 so bile razvite države vključene, razen Združenih držav Amerike, to je bila velika težava, no za Kyoto 2 pa poleg Združenih držav Amerike zdaj vemo, da tudi Kanada ne bo podpisnica, tudi Japonci so to napovedali, tudi Rusi, tako da bo predvidoma pokrival samo 14% svetovnih izpustov, kar je seveda bistveno premalo. Mislimo pa, da vsaj v Evropski uniji, da je dobro, da z njim nadaljujemo, da imamo skupino držav, ki vleče ta vlak naprej in da obdržimo mehanizem, da bomo potem lahko na ta mehanizem priključili seveda tisto, kar bo dogovorjeno, vsi upamo pravno zavezujoče do leta 2015. Seveda ima to močno povezavo tudi s Slovenijo. Vemo, da tudi v Sloveniji se dogajajo
po poročilih znanstvenikov posledice podnebnih sprememb, tudi sami imamo bistveno močnejše in pogostejše suše, tudi poplave, zadnja prav letos. Tako da jaz bi rekla, da tisto sporočilo, ki je to, da moramo biti seveda poslanci, ki bomo odšli v Doho, zelo odločni, da moramo sporočiti, da je treba sprejeti odločitev na mednarodni ravni takoj, kajti znanstveniki pravijo, da je treba izpuste začeti zniževati leta 2015.